Pozdravljeni, z vami sem Minka in lejte, smo zadnji dan v letu pač dočakali. In za novo leto vam želim vse dobro, vse najboljše, kar je možno. Želim vam obilo zdravja, obilo ljubezni, predvsem, a veste, to, kar nosiš v srcu, to dajes naprej. Dobrih odnosov, dobrih priložnosti, obilo vsega dobrega, predvsem pa, ja seveda, če nisi zdrav, ne moreš biti dobro, tako da najprej zdravje, potem pa vse ostalo. Tako da, ja, zdaj pa če pogledamo nazaj, zadnji dan v letu, mogoče priložnost za malo bilance za preteklo leto. Preteklo leto, 2024, zdaj lahko rečem preteklo, ker je samo še nekaj ur do novega leta, vibracija števila 8. Pri meni osebno, kot bi se združila dva tornada skupaj in hvala Bogu ga je konec. In a veste, s koliko mi govorim, ker rečejo, tole leto je bilo pa res naporno. Ampak okej, kar nas ne ubije, nas okrepi in konec dober, vse dobro, se pravi je vse dobro. Kakšne lekcije smo dobili v življenju, kar je absolutno prav. In zdaj gremo naprej, v nove zmage. Na splošno leto 2025 nosi vibracijo števila 9. Število 9 ni naporno, veste. So v bistvu tekoče, potekajo neki zaključki, ampak ni pa naporno leto. V bistvu leto 9 ti da priložnost, da se zaključijo določene zadeve, kaže se potem že naprej leto 1, ki je nov začetek. Tako da jaz sem prepričana, da leto 2025 bo na splošno dobro leto. Zdaj pa, če pogledamo, veste, lahko sami izračunate svoje osebno leto in boste videli, kaj je nekako ta osnovna vibracija. In zdaj, kako to naredite? Recimo, če ste rojeni, ne vem, zdaj mi pade na pamet, 1.5., se pravi, seštejete 1 plus 5, plus dodate 2025, kar je leto 9 in v tem primeru pride vibracija števila 6. No in zdaj, da vam razložim, kako to pol zase, da veste, kaj vas približno čaka. Se pravi, če vi seštejete svoj rojstni datum, recimo 1.5. pa 2025, kar je 6, to pomeni, da je leto dobro leto, leto polno zdravja, to govorim za naslednje leto, vas čaka leto polno zdravja, polno dobrih priložnosti. Leto 6 je vedno dobro. Leto 6 je leto napredka, leto obilja, leto prav novih priložnosti. No, zdaj tisti, ki pa zračunate vaše osebno leto 1, pomeni, da je za vas nek nov začetek, neke nove priložnosti, kot novo poglavje. V osnovi, veste, jaz nisem numerologinja, ampak ljubiteljsko me pa ta vibracija absolutno zanima. No in zdaj, če pogledamo, da kdor ima vibracijo števila 1, zdaj v letu 2025, pomeni, da so se zdajle močno zaključevale neke zadeve in se mu začenja čisto novo obdobje, nove priložnosti, življenje ga povabi v nov 9-letni cikel. Potem recimo, kdor nosi število 2, vibracija 2, recimo kdo bi bil 2, rojeni 1.1. ali pa 1.10. recimo, 1.10.2025, nosi vibracijo števila 2. No, 2 nas uči pod prvo postaviti se na svoji 2 nogi. Sploh, če vam seštevek pride 11. 11 kaže dobesedno rušenje starega, postavitev novega, postaviti se na svoje 2 nogi, mogoče celo opornik. Recimo 2 je vedno, 2 partnerstvo, povezovanje, mogoče celo zaveza sam s sabo, partnerstvo sam s sabo. 2 načeloma, vibracija števila 2, je vedno dobro leto. Pol 3, 3 je spet povezovanje, je spet na nek način kot družina, napredek na vseh področjih. Tako da načeloma, kdor nosi število 3 v letu 2025,
Lahko se zgodi, da te trojka, da ti da priložnost, da ovrednotiš, kje si, pa da ti da mogoče kakšne karmične lekcije, ampak načeloma leto 3 sploh ni tako naporno. 4, vibracija števila 4, ta ti pa daje priložnosti za osebno rast, mogoče ovrednotenje tega, kje si, kam korakaš, kje je ta tvoj cikel tvojih 9 let. In če ne delaš koraka v pravi smer, te zna 4 kar pošteno zrukati ali pa v osnovi malo samiti, da preceniš tako, kje sem. In ko vidiš, kje si, potem iz tega ven ukrepaš, delaš korake naprej. No, potem vibracija števila 5, načeloma tudi dobro leto, oziroma če nisi naredil nekih ključnih korakov v prvih parih letih, si tako, ali greš nazaj, ali greš naprej. Kam zdaj greš? Odloči se, v katero smer greš, in če se v vibraciji števila 5 odločiš, kam želiš iti, glejte, kot sem rekla, 6 teče, gre v pravo smer, vse se dogaja tako, kot se more, nove priložnosti, novi dogodki, novi ljudje, vse dobro. No, potem pa vibracija števila 7. Recimo, kdo je v vibraciji števila 7? Nekdo, ki je rojen 1.6. recimo, 1.6. pa leto 2005, kar je vibracija 9, se pravi, skupaj pride vibracija 7. To pomeni, 7 ti da priložnost za osebno rast in te potegne v nek cikel, mogoče celo karmičnih lekcij, da ovrednotiš, kje si, da vidiš, kaj se ima za naučiti. In če v 7 nič ne narediš, je potem leto 8, ki smo ga imeli lansko leto, oziroma to leto 2024, priložnost občutiti, kako ti lahko poruši vse tisto, kar ne stoji na dobrih temeljih. No, in seveda potem vibracija števila 9. Kdo ima v tem letu število 9, recimo, kdo bi lahko bil? Vibracija števila 9 je sigurno nekdo, ki je rojen recimo 9.9. pa 2025 ima 3 devetke in sigurno v tem letu bo imel priložnost v letu 2025 zaključiti neke zadeve, mogoče se bojo kazale nove priložnosti za naprej. Pač življenje te takrat porine v neke zaključevanja, v neke stvari, ki morajo biti zaključene, da lahko greš naprej. No, tako da, v kar sem zdaj jaz prepričana je to, da se zaključujejo karmične lekcije, da imamo karmično čiščenje, vsi od prvega do zadnjega. In to karmično čiščenje te popelje tja, kjer moraš biti. Verjemite mi, tja, kjer moraš biti. In te karmične lekcije so povezane s preteklimi življenji in v preteklih življenjih ima vsak od nas kakšno lekcijo, ki jo ima še za predelati. Recimo, jaz v tem letu sem imela priložnost okusiti, priložnost videti ta največjo dobroto ljudi, ampak res tako dobroto ljudi, da jokaš od sreče. Hkrati sem pa v tem letu imela priložnost okusiti največjo zlobo ljudi. Tako da tudi jokaš od tega. Pač tako, dve skrajnosti sta se dogajali vsaj v mojem življenju v letu 2025 in sem tako hvaležna tako za eno kot za drugo. Obe stvari sta absolutno dobri, ker verjamemo to, da če v preteklih letih nismo uspeli narediti določene premike, nam zdaj življenje prinaša tiste priložnosti, da lahko zaključimo določene karmične odnose. Zdaj pa tisto, kar občutim, da je najbolj pomembno, mogoče še zdajle, veste, kakorkoli danes je drugi sveti večer, da napišete mogoče na list papirja, zakaj ste hvaležni v tem letu. Ali pa kaj naj odide, pa še to skurte, ampak sigurno, zakaj ste hvaležni v tem letu. In jaz vem, da zase to imam še namen narediti, tudi prekaditi hišo, prekaditi okolico, pač običaji naših prednikov, ampak tisto, kar bom sigurno še naredila, je to, zakaj sem hvaležna. Zdaj pa zakaj je tako pomembno prav ta hvaležnost.
če mi napišemo vse to, zakaj smo hvaležni, hvaležnost je seme novega. In veste, da v Svetem pismu piše, kdor ima, se mu bo navrglo, in kdor nima, se mu bo odzelo še to, kar ima. No in tukaj noter manjka beseda hvaležnost. Kdor ima hvaležnost, temu se bo navrglo. In kdor nima hvaležnosti, se mu bo odvzelo tudi to, kar ima. Hvaležnost je tista skrivna sestavina, ki ti dejansko odpira vrata novemu. In druga zadeva, veste, vsi, ali pa sploh tisti, ki gledate razne videe o kreaciji vsega, kako je pomembno, da si napišeš razne cilje in tako naprej. In zdaj smo se pogovarjali z enimi krasnimi damami o tem, kako se jim dogaja tako na klik tisto, kar želijo doživeti. Pa ni nujno, da je vse dobro. In prav reče tako, veš, smo se pogovarjali, kako bi bilo dobro in daram je že tukaj. In prav to, kako bi bilo dobro. Ne pisati, ne vem, hvaležna sem za nekaj, kar nimate, ne vem, za zdravje. Pa mogoče ta trenutek vaše telo trpi zaradi določene bolezni. Mogoče, a veste, vam bo nek glas rekel, pa dejno, komu lažeš. Ali pa recimo, če nimate tega, kar si želite na materialnem področju, pa napišeš hvaležna sem za, pa tega nimaš, ti reče en glas, dejno, nehaj lagati. Ampak, veste, kaj napišete na en drug list? Na enega napišete vse to, za kar ste iskreno hvaležni. Hvaležni za vse tisto, kar že imate. In na drug list napišete, kako bi bilo dobro, če bi. In zdaj napišete, kaj? Kako bi bilo dobro, da bi, ne vem, potovala, imela lepe odnose, imela zdrave celice. Kako bi bilo dobro, da bi imela dovolj denarja? Kako bi bilo dobro? Kako bi bilo dobro? Napišite to, kar si vi želite. Kako bi bilo dobro, da bi. Ker, veste, če samo si, ne vem, če vzamete v roke knjigo Skrivnost, noter piše, si moš predstavljati, kako že tisto, kar želiš, prihaja v tvoje življenje. In si ti se postaviš pred ogledalo in če si želiš nov avto, si predstavljaš, kako že sediš v tem novem avtomobilu. In če gledate film Skrivnost, tam je nekdo, ki sedi v naslonjaču in že vozi svoj nov avto. In ja, jaz verjamem, da s tem lahko marsikaj ustvarimo. Ne samo s tem, da si predstavljamo. Ampak, če si vi napišete na list papirja, kako bi bila srečna, da v novem letu pridem do boljšega avtomobila, do novega avtomobila. Lahko si napišete znamko. Načeloma delujejo te zadeve na ta način, ko vi začnete verjeti v nekaj, da je možno, da pride v vaše življenje, bo to tudi prišlo. Pač tako deluje ta zakon privlačnosti. Zdaj, če si sebe predstavljamo kot en velik magnet in ta naš magnet, ta naše energetsko polje, dobesedno privlači v naše življenje to, kar nam je namenjeno. No, kar sem jaz sama prepričana. To, kar nam je namenjeno, nas bo srečalo, če si še bolj mi predstavljamo nekaj, tisto, kar moramo srečati, to, kar moramo doživeti, to, kar se more zgoditi, to se bo zgodilo. Ker se nekako zožijo poti, nas pelje življenje točno tja. Tako, zaletiš se v to. Življenje nas pelje samo. Ja, smo sokreatorji, soustvarjalci našega življenja. Absolutno smo. Ampak eno stvar, tisto, kar se more iz preteklih življenj počistiti, razni odnosi, življenje nas bo peljalo točno po teh poteh, da bomo ozavestili rane, da nam pritisne na rano in točno tako se bo zgodilo. No, zdaj pa, glede na to, da je 2025 leto vibracije 9, se pravi zaključevanje nekih karmičnih zadev, ker 9 je vedno zaključevanje. No in da pogledamo, bomo šli še skozi karte pogledati. Zaključevanje karmičnih odnosov.
Ker ti karmični odnosi znajo biti zanimivi. In zadnjič sem govorila z eno gospo, ki je poročena z gospodom, ki je pač šolski primer narcisa. In zdaj nekdo reče, ja, pač te narcisoidni ljudje, ki imajo zelo nizko samopodobo, ki z veseljem ranijo nekoga druga, ki uživajo celo ob trpljenju drugega človeka, kako se izmutati iz takih karmičnih odnosov. Ena stvar, kar sem 100%, prav o tem smo govorili, kar je rekla, tik pred ločitvijo, zdaj so se pa čudežno stvari spremenile. Ja, za koliko časa? Ker če še nisi prevedla, dejansko se te odnosi spremenijo samo za nekaj časa, včasih za 3 mesece, včasih celo za 3 leta. Ampak dejstvo je, da karmični odnosi nas učijo delati korake. In zdaj ni nujno delati korake v tem, da vse potrpiš, vse pogladiš, vse zrihtaš, ampak bolj nas učijo karmični odnosi se postaviti v svojo moč. In ko se mi postavljamo v svojo moč, pomeni, da potegnemo nazaj svoje izgubljene koščke duše v vseh smereh časa in prostora. No, in predvsem zdravilna molitev dekodiranja vam bo tukaj lahko veliko pomoč. Pomagala vam bo pri tem, da se res postavite v svojo moč. No, še eno stvar, nimam še datuma, kdaj bom začela, ampak vam bom itak povedala. V glavnem, začela bom delati po novem letu tečaj hujšanja, ampak bomo šli tečaj hujšanja v povezavi z čustvenim prenajedanjem, ščitenjem, s karmičnimi odnosi, s družinskimi težavami, družinskimi boleznimi, kar je povezano direktno s tem, da naše telo je zemljevid naših čustev. Naša Roni se razburja, no, to verjetno slišite. Lejte, bom zdaj šla, se pravi, zaključevanje karmičnih odnosov, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste, no, se smo vsi v vibraciji 9, leta 9, in kdor ima tam v tem letu, recimo 1, 4, 7 ali pa 9, ti ljudje bojo v tem letu, v letu 2025, imeli še posebno nalogo, da bodo prišli do, zanimivo, topljenje ledene osame. Se pravi, topljenje nekega oklepa, neke zaščite, nekaj tistega, kar človek se ščiti. Ko si ranjen, ko smo ranjeni, avtomatično se zaščitimo. Čas tišine, kar je v redu, ker samo v tišini svoje duše lahko najdemo svoje odgovore, lahko najdemo tisto, kar nam želi povedati naš višji jaz, in nič več pogojenosti. Poglejte to slikco, tukaj gori je lev, ki je med ovcami. Nič več prilagajanja, da če čutiš, da nekam ne spadaš, pač ne spadaš. V kar verjamem, da se vedno bolj povezujemo, je to, da se povezujemo z dušno skupino, z dušami, ki so na isti vibraciji, in da naše primarne družine, kar ste verjetno že lahko opazili, da mnoge primarne družine so namenjene kot nek poligon, da nas učijo naših karmičnih lekcij, da nam pokažejo naše rane. In vedno bolj se povezujemo s svojo dušno skupino, ko dejansko najdeš tiste ljudi, ki so ti pisani na kožo. In dozorelost, mir v tvoji duši, ne glede na to, kar je odzunaj, in ustvarjalec, ustvarjalka skozi tvoj solarni pleksus, se pravi, da zažariš skozi to, kar ti si. Tako da, ja, to leto 2025, jaz sem prepričana, da ne bo več tako naporno, kot je bilo 2024. 2025 se že pripravlja teren za potem naslednje leto, ko bo leto 1, nov začetek, nove priložnosti, nove zadeve. Letošnje leto, jaz sem prepričana, da je povezano s tem, da se tisto, kar mora se še zaključiti, se bo samo zaključilo, brez da vas vedno znova pomete,
letošnje leto, oziroma jaz sem zdaj že čisto 2025, leto 2025 bo leto dobrih priložnosti, jaz sem prepričana. No, da vidimo, kaj nam še sporočajo karte prehodu v novo dobo. Prehodu v novo dobo. Leto 2025 je leto prehoda v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidite, se na obzorju že kaže nov dan. In to je tisto, sicer pravijo, da je noč najbolj temna, preden se začne daniti, čeprav jaz tega ne morem reči, nisem preizkusila, pač nisem opazila, da je res noč najbolj temna prav tek pred danjem, preden se začne rojevati nov dan, ampak v kar sem pa prepričana je pa to, da po teh vibracijah se že rojeva nova energija. In ti, ki tole poslušaš, si bitje svetlobe, ti si nosilka luči in sprememb, naj skozi tebe teče božanska svetloba, pač si in si. Pač si z ljubeznijo, ker samo na ta način lahko siješ. Skozi temo pač ne moramo sijati. Se pravi, s tem, da dodajamo temo v ta temen svet, ne moremo sijati. In čas je za blagoslov. Zavedaj se, ti, ki tole poslušaš, si blagoslovljena med vsemi ženskami. In zavedaj se, da nosiš blagoslov, da so blagoslovljeni vsi, s katerimi prideš v stik. In, veste, blagoslavljaj vse, kar želiš, da se izboljša, blagoslavljaj vse, kar želiš, da odide. Lahko si ponavljate, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Blagoslavljajte vse tisto, kar želite, da pride v vaše življenje. In zdaj, ko boste pisali še vse to, kar želite, da pride v vaše življenje, kako bi bilo dobro, da pride to in to in to, blagoslovite to. Blagoslovite to, dobrodošlo, vse novo, ker to, kar blagoslovite, dobesedno se poveča. In to je karta 87, in še to preberem. Blagoslov. Vse, česar se lotiš, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi prideš v stik, so deležni blagoslova. Ti, ki tole poslušaš, si boginja, ki nosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljuj, da se ta energija zliva na svet okoli tebe. Tvoja energija je nalezljiva, ker ti seješ blagoslov. In to delaj. Sej blagoslov in boš videla v tvoje življenje, bo res prišlo vse tisto, kar si želiš, zato ker blagoslavljaš. In blagoslov je energija pomladnega dežja, ki enostavno porosi, napoji zemljo in naenkrat vse ozeleni. Tako da delajte to, blagoslavljajte in boste videli, v življenju se vam bodo začeli dogajati čudeži. Tako da vse dobro v letu 2025 in ja, naj vas spremlja Božji blagoslov.